Jaz sem prepričana, da vsaka ženska, tako kot sem jaz, hrepeni po ljubezni. Je še tako uspešna v svojem delu z otroci, ki jih ima ali jih nima. Ampak da je ljubezenski objem tisto, kar te nahrani in kar ti nekako toliko olepša življenje, da bi res želela, da vsaka najde tisto, po čemer hrepeni. Prej sem imela en zakon za sabo, tudi eno partnersko vezo in živela sem v upanju, da se bo zgodil nek premik. Zmeraj sem imela občutek, kot da mi energija odteka in sem se morala umakniti, da sem zaspala sama. Občutki so bili, da mi mogoče ni namenjeno ali pa da sem preveč zahtevna. Ali pa občutek, da moram še veliko narediti, da bi si to zaslužila, da bi bila srečna. Če sedaj pomislim, 2 leti nazaj sem bila na praktiku hipnoze pri dr. Šinigoju. Seveda si nisem predstavljala, da se bo zgodilo to, kar se je zgodilo. Meni se je dejansko zelo veliko spremenilo s tem, ker sem začela verjeti, da je možno, da tudi jaz srečam partnerja, ki bo z mano na duhovni poti, ki bo prav tako vegan, ki bo meditiral. Skratka, nekako sem že prej skoraj obupala, da je možno neka taka sreča, o kateri bereš, pa se ti zdi, da je že mogoče malo osladno. Ampak po tej delavnici se nekako stvari začele odvijati v tej smeri, da sem postala bolj samozavestna in bolj ženstvena. Veliko smo govorili na tem tečaju, praktikah hipnoze, o moških energijah, o ženskih energijah in jaz sem se naenkrat začela zavedati, je pa saj res, če vse to, kar počnem, želim početi, ja, se moram biti v moški energiji, a ne? Ampak tista ženska, ki je bila pa v meni, ki si je želela nežnega božanja in prepuščanja, ta je bila pa nekje od zadaj in je na tej delavnici nekako dobila svoj glas, postala je slišana. Matjan mi je v eni vaji, ki smo jo delali, govoril, ti zmoreš to. Seveda zmoreš to, to je v tebi. In meni so začele teči solze. Jaz sem na tem tečaju res veliko prejokala. In to, da zmorem, da lahko in da sem vredna ljubezni. Prej sem seveda počela veliko stvari, saj sem že zelo dolgo časa v tem raziskovanju duhovnosti, ampak z neko manifestacijo, z res priklicevanjem tega sem se začela ukvarjati šele po tečaju. In moram reči, da so se zgodile nore stvari, če rečem v narekovaju, ko sem si predstavljala moškega, mlajšega na morju in tako in tako. In so se res javljali taki, ampak ni pa se zgodil klik, ki sem si ga želela, dokler se ni zgodil. Zgodil se je na začetku tega leta, 2 leti po delavnici. Bili smo na jednoj izložbi na Goričkom u gradu i tu sam primetio Editu i ona mene. I u jednom trenutku sam mi prišao i rekao Hard Connection. Tu je krenula poznanstvo sa Editom, kasnije se to izrodilo nešto mnogo jače. Zapravo ove godine, početkom ove godine, tačnije 2. januara u Gracu. I onda mi je ona rekla, pa ti bi mogao dođeš kod mene u Sredicu, na Goričkom, pa da uradimo par terapija prije nego što pa ješ dole za Srbiju. Rekao, to bi ti bilo dobro. Tako sam došao i bio 5-6 dana. Tak nekaj. 5-6 dana. I od tada smo predani jedno drugom i zaručili smo se u julu, 6. jula. Smo se poročila, sta se poročila. Poročili se. Zdaj je tako, da lahko zaspim v objemu. Ta objem, ki te spremlja čez dan, v katerem zaspiš po noči, ne vem. Zdi se mi, kot da sva skupaj v enem in da sva to zdaj midva. In preprosto je to neka sreča, ki je mir. Ki je mir in daj Bog, da bo trajalo. Ampak tudi, če bo jutri konec, v tem smislu življenja sem doživela,
mislim, da najlepše izkustvo, ki ga lahko doživi ženska na zemlji. No, midva zdaj oba delava preko društva Zveneči boben. Hipnoza je pa se spojila z meditacijo v vse to, kar počnem, in to, ko imamo srečanja društva, imamo vedno tako meditacijo z hipnotičnimi sugestijami. Potem, ko Alek ugotovi pri njegovi stranki, naprimer, da ima kakšne blokade, ki so takšne narave, da bi jih z regresijo ali hipnozo veliko hitreje in lažje odpravili, pa se jaz veselim tega, da lahko pomagam. Skratka, veselim se tega, da sem se to naučila, spremenila sebi življenje in da se to preko društva in vseh teh ljudi, ki prihajajo k nama, to nekako širi in na koncu vsake meditacije, ki jo midva imava 2-krat na dan, rečeva, naj bodo vsa bitja srečna.